Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot sami veste, prihajam iz Maribora in moram reči, da sem kot meščan tega mesta seveda tudi osebno na nek način prizadet, zaradi tega, ker tudi sam menim, da so vse demonstracije, ki so legalne, tudi legitimne in predvsem morajo biti miroljubne. Maribor je tudi v času osamosvojitve dokazal, da je sposoben demonstrirati na miroljuben način in prav zaradi miroljubnega načina demonstracij je takrat prišlo do neljubih žrtev. Tokrat so se demonstracije sprevrgle tudi v oblike nasilja, s tem, da je treba jasno povedati, da seveda niso vsi demonstranti, ki so bili včeraj na mestnih ulicah, nasilno delovali, ampak da je to bila skupina provokatorjev. Po informacijah, ki jih imam, so ti provokatorji bili na nek način vnaprej najavljeni in se je predvidevalo, da bo sredi mirnih demonstracij prišlo tudi do provokacij. Vendar zadeva ima nekoliko daljšo zgodbo, kot vsi vemo. Pričela se je ob teh nesrečnih radarjih, nad katerimi so se tudi znašali vandali. Ko sem jaz uporabil to besedo za Mariborski večer, sem dobil odgovor od znanega slovenskega kulturnika, gospoda Partniča, ki je rekel, da to niso vandali. Zame je vandal vsak, ki namerno poškoduje tujo lastnino ali nenazadnje skupno lastnino, končno so radarji bili ali bodo plačani iz davkoplačevalskega denarja. Torej, če komu ta način ni bil všeč, je imel tudi druge poti za to, da bi demonstriral in protestiral proti neki zadevi, ki se je za njo odločila občina in župan za njo, ne pa na način, da so to požigali in demolirali. Tam se je začelo in nadaljuje in nadaljevalo se je pri protestih, ki so se vedno znova stopnjevali tudi v smislu vedno večje agresivnosti. Zato seveda sam globoko obžalujem, da se leto Maribora kot Evropske prestolnice kulture končuje na tak neslaven način. Pri tem seveda niti približno nočem vzeti v bran aktualnega župana gospoda Kanglerja. Jaz sem sam pred prvimi volitvami leta 2006 v Mariboru objavil članek, v katerem sem se opredelil do takratnih kandidatov in v katerem se tudi izrazil svoje pomisleke do primernosti kandidata gospoda Kanglerja. Vendar tisti, ki so ga zvolili, tisti ga zdaj z silo želijo spraviti iz tega mesta. Tudi to ni legitimen način. Legitimen način vemo, kakšen je, tudi njegova stranka je hitro odreagirala, neki pogovori znotraj koalicije in tako naprej se sploh niso odvijali in se niso mogli odviti v tem času, zato ker je pritisk z ulice bil tako močan. Dodatno obžalujem, da je skušal del mariborskih intelektualcev v to kampanjo pritegniti tudi druge intelektualce, tudi mene osebno, ko smo bili povabljeni k temu, da pozivamo k odstopu aktualnega župana Kanglerja. Torej, na podlagi tega, kjer se je zgodba začela, se pravi na podlagi namestitve radarjev, jaz ne bi dobenega župana pozival k odstopu, ker se mi to zdi preveč banalna zgodba, da bi bilo vredno zaradi njega pozivati župana k odstopu. Očitno so pa radarji in ta zgodba postali razlog za to, da so se okrog tega zdaj napletle še dodatne zgodbe. In več kot očitno je, da za vsem tem stoji tudi določen politični interes, ki se v tem trenutku lahko zelo dobro skriva, prav zaradi tega, ker protesti in demonstracije niso bile najavljene, niso znani organizatorji in zato je seveda zelo težko ali skoraj da nemogoče preverjati, kdo so bili vse tisti ljudje, ki so na nek način iz ozadja stvari
spodbujali, organizirali in ki so pripeljali zgodbo tako daleč, da je na nek način postala včeraj komaj obvladljiva. Dodatno obžalujem, da se tudi v mariborski kulturni srenji najdejo ljudje, ki na nek način celo to opravičujejo ali še slabše, ki včerajšnje delno nasilne proteste v tej zadnji fazi protestov, delno nasilne proteste primerjajo z majstrovim prizadevanjem za Slovenijo in pa z prizadevanjem iz časa samosvojitvene vojne. Torej, ta kontekst se mi zdi popolnoma deplasiran in niti približno nima nobene realne osnove v tej aktualni situaciji, v kateri se danes nahajamo in v kateri se je včeraj znašel Maribor. Obžalujem tudi to, da so včeraj po medijih dobili besedo nekateri agresivni elementi iz teh protestov, ki so najavljali, kako bo treba iti po celi Sloveniji. In vse to nas na nek način lahko resno skrbi, kajti če javnost, če kulturniki podpirajo te vrste ljudi, ki ne spoštujejo procedur in demokratičnih oblik reševanja problemov, ki so realni, tudi jaz menim, da v Mariboru je veliko realnih problemov, ki jih sedanje vodstvo ni bilo sposobno reševati, vendar zato imamo znane poti, miroljubne poti in vse te poti niso bile izkoriščene, predno je prišlo do teh ekscesov, katerim smo zdaj pričali. Hvala lepa.